You go, girl. Tokrat Aljaž video izvedba tudi, ne. V zahvalo pisarni Evropskega parlamenta v Ljubljani, kjer tole snemava, ne. 259 je epizoda tega podcasta in ne vem, če imaš ti podoben refleks, ampak meni se pri teh številkah, ki niso cele, čeprav so cele, zgodi podobno kot na bencinski postaji, ko grem tankat, ne vem, za 60, gledam, da bo ali 60 ali 65 ali za 70 evrov, pa pridem pa na 70,01. Se pravi, imaš obsessive compulsive disorder, ne, zdaj po slovenščino. Guilty. Ja. Jaz se tudi igram te igrice, ne, ampak vedno zgubim. Ne tako obsede. Ja, ne, jaz to kar pravim, tak, da gre. Tudi če kakšna kapljička malčkan čez, ne. Od tebe nekaj naučil. 259 in najina gostja, legenda slovenske televizije z zelo odmevno kariero, z zelo odmevnimi oddajami, ki jih je delala, projekti, dokumentarnimi oddajami, ampak bo več sama povedala. Ksenija Horvat, TV Slovenija, če rečem, je to čisto prav? Super, RTV. RTV bolj zaobjame. Ampak na radiju pa nisi bila, ne? Ali si? No, lej, za začetek vedno v Metinem čaju, da se gostja malo predstavi. Za tiste, ki te ne poznajo dobro, tvoja medijska kariera se je začela, kako, kje in kako je šla? Što rečeš kariera, ne? To je meni vedno tako, kariera. Ja, no. Ne, sej, lej, nič se rečem, ne. Ampak, koliko sekund pa imam? Vem, da bi lahko o tem govorila ure in ure, ampak rečeva, da se omejiš na kakšno dobro minuto. Kar govor. Ker je season finale 10. sezone, ti damo minuto pa pol. Ne, kar govor pa bomo, kar je zanimivo. Pa kaj jaz vem, če je res kaj tako zanimivo v resnici? No, lej, ta skromnost pri ženskah spet. Ne, pa sploh ni skromnost, kaj pa vem, to živiš in to nekako ti pride tako normalno, kot če bi zdaj, ne vem, delala nekaj, kar me mogoče čisto nič ne zanima, pa bi verjetno vzljubila, če bi nekaj delala, no. Torej sem novinarka, trenutno delam oddajo Intervju na televiziji Slovenija. To zelo, zelo rada delam, verjetno rajši kot marsikaj, kar sem prej počela v življenju, pa seveda imam tudi radijske izkušnje z Vala 202, z londonskega BBC-ja, kjer sem bila v slovenski redakciji BBC-ja. Sem poslušalka radija. Zdaj pa poleg vsega tega, ne, mislim, vse te identitete, ki jih imamo, bi v bistvu naprej bi pravzaprav morala reči, da sem mama dvema super človekoma, to je glavno od vsega. Potem sem novinarka, potem, mislim, zdaj, koliko banalna še lahko sem, recimo rada vrtnarim. A veš, da sem hotela reči, da si vrtnarica, kaj je, solate, koren, tako. Ja, stročji fižol, ne vem, pa te razne začimbe, pa vse to zelo, ampak vedno premalo časa, vedno je najbolj plevelno, bolj kot pri mami, sestrični, teti, vedno je zanemarjeno, ker mi zmanjkuje časa za to, ampak mogoče v enem drugem življenju, recimo si predstavljam, da bi lahko to delala. Letošnja sezona je dobra, ker ful dežja ne rabiš, ali ne? Hudič. Kdaj ti posadiš paradajz? No, zdaj, ko se bo razkrila vsa ta moja pomanjkljivost mojih identitet. Zdaj že drugo leto mi paradajz, ampak še vedno to velja za moj paradajz, sadi oče in potem mama tudi za listje trga in oče ga vsak dan zaliva, ker smo ugotovili, hej, let's be real, ne, sej ti ne bo zneslo, ne. Tako da sem potem jaz tisti paradajz, ker mi tudi polivinil na paradajzu ni preveč všeč, prenesla na njihov vrt in s tem tudi skrb za paradajz, ampak v resnici je to še vedno moj paradajz, če se razumemo. Absolutno. Sem dobro rešila, ne? Edina stvar, ki meni zares uspeva, so bučke, ne, v vseh pojavnih. Sem videla, da že imaš, še dosti. Ja, tako, pa meta, ne. Dela, na polno. Ker ko meto posadiš, pa se ne znebiš več. Sem posel tudi te, nisem finte, no, tako vrtnarica sem tudi jaz, ne. Ne, čakaj, ampak zdaj pa moram povedati, da imam svojo solato, svoje bučke, svoje kumare, svoj stročji fižol ampak to so vse stvari, ki dopuščajo leno oziroma nedosledno vrtnarico. Paradižnik pa pač ne. Paradižnik, ja, zahteva celega človeka. Moram verjeti, da si spustila to umeti, ki se ne more biti, ne. Ne, to sem hotela reči, da moraš pa paziti in se mi zdi, da meta je ena tistih sort, ker ne gre z vsem skupaj, ne. Ali gre z vsem, ker moraš, veš, ene rastline se med sabo ne. Moraš paziti, da so dosti stranke se stepejo in pol ena drugi ne da dihati. Ne vem, če ni glih meta, da jo treba malo na distanci držati. Meta, melise, rože, tako je pri nas. Aha, no. Meta gre skupaj samo s par stvarmi, z vročo vodo.
Pa z Rubom Paledom. Se podpiševa takoj, tako da to je kupljeno. Ja, izvoli. Skratka, Ksenija Horvat, kako si prišla do intervjujev? Ker to je vendarle, pa ne bi reč, da samo da je nekaj, kar se ti zgodi z leti, ne? Ker bi lahko verjetno počela tudi kaj drugega na tej točki v tvoji karieri. Ne? Ja, sej bi lahko, sej tudi počnem še kaj drugega. Ne? Sej ne, mislim, vsaj v prejšnjem času, ko sem imela še recimo šefe, ki so, oziroma šefice v bistvu, no, ki so povpraševale tudi še po kakšnih mojih, ne vem, drugih recimo storitvah, kot so delanje torej dokumentarnih oddaj ali pa, ne vem, snemanje kaj na terenu in to, kar sem strašno rada, ali pa so mi zaupali kakšen velik projekt in tako. Sem to z velikim veseljem delala, tukaj zdaj tega nimam, ne. Drugače pa intervju je bil bolj ali manj naključje, ki ni bilo mišljeno kot nekaj, kar bo ostalo. Ampak se je potem kar nekako zgodilo, da bo to ostalo v bistvu. No? In zdaj to delam že 10 let, vraga. Ne? Tudi jaz sem že, po mojem, zdaj tam nek kot vidva to obletnico. In jaz ne vem, kako vidva. Šteješ? Ne štejem, vraga, Nimaš morala Excela? Morala bi. Ne, ampak v bistvu pogledam samo na arhiv in potem preštejem, kaj sem naredila. In zdaj dolgo časa sem se ukvarjala s tem, ne, da bi v bistvu vse goste sličice, da bi si naredila en tak famozen pano in bi to imela v moji pisarni, ampak sem pa ugotovila, da imam pisarno bistveno premajhno za ta pano, razen če bi bili taki čistmičkane slikice. Ampak zakaj? Ne zaradi tega, da bi jaz zdaj se tam pasla na teh intervjujih, ki sem jih naredila, ampak ker ti to ustvarja miselne povezave, torej ti pogledaš eno slikico in se točno spomniš. Spomniš se intervjuja, spomniš se vsebine, spomniš se, zakaj že, mislim, kaj si delal, kaj je bila glavna poanta, spomniš se podatkov tudi, recimo, ne, ker zdaj se mi dostikrat zgodi, a sem že jaz tega človeka, malo o tem šel, a sem, ne, sem ali nisem in tako. Ja, veš, da se nama tudi že, ne, čakaj, jaz sva že imela, pa ne, ampak za koga, ki sva bila ziher, ker je tako vse prisoten ali pa vse prisotna, da pol, kako ne. Ja, včasih se bolj spomniš teme, ki si jo delal kot gosta. Ne? Ampak skratka, tako živim v neki utopičnem prepričanju, da če bi to nekje vse tako bilo pred mano, da bi potem vse tisto znanje in izkušnje, ki sem si ga pridobila pri pripravah na ta intervju, da bi potem samo tako nekako z nitko potegnila ali pa celo vse zaobjela v neki strašno modri misli in ideji za karkoli pa žena. Čakaj, 10 let po naključju je štartalo. Kdo je urednik trenutno? To nekdo je urednik, to se prav reče oddaje. Trenutno je urednik Jože Možina, ki je tudi eden od ustvarjalcev intervjuja. Pred Jožetom je bila kolegica Lidija Hren, ki je šla v penzijo. Drugače pa, v bistvu za nazaj se niti ne spomnim. No, ampak to je nekaj, kar je... Prav zanima me ta odnos voditeljica urednik ali pa urednica, kjerkoli je bila, kako si razdelite delo, ali v smislu se ve, ti si ta termin na vrsti, vse ostalo je na tebi. Od A do Ž, ali rabaš pičati gosta oziroma gostjo, sodelujete pri pripravi vprašanj na ta način. Ali je to čist v narekovaju privat od vsakega, ki vodi? Ja. To v bistvu je trenuten koncept tak, da je čist privat od vsakega, ki vodi. To pomeni, da smo, ne vem, predstavljam si tako kot pri vama, to je one man band, ne? Kakšen one? Vidva sta dva, no, torej, ampak v tem smislu, ne? Torej, en človek, ki praktično dela, v bistvu jaz komuniciram samo z svojo producentko, ki ni samo producentka intervjuja, ampak še kupa drugih oddaj. To pomeni, da mi pove, kdaj točno je snemanje, pa kakšna sprememba. In komuniciram z urednikom toliko, da mu pač enkrat na mesec napišem, pač koga si predstavljam, da bi imela in tako naprej. Drugače pa ne, drugače je to v bistvu vse prepuščeno eni sami osebi. To je v bistvu zelo v redu, po svoji strani, po drugi strani pa ne. Jaz mislim, da bi take oddaje v nekih drugih resnejših medijih, bi rekla od našega, ustvarjajo v nekem okolju, kjer vrejo ideje, kjer to ni prepuščeno enemu človeku. Jaz si to vedno potem postavljam, recimo izbereš si enega gosta ali pa gostjo in potem z katerega vidika to obdelati. In zdaj,
tu strašno pogrešam recimo ta dialog, ne? Kaj pa bi še lahko, a sem prav zagrabila, bi mogoče kje drugje še šla. Jaz se veliko v bistvu pogovarjam sama s sabo, ne? Ampak v bistvu bi bilo fajn, če bi bilo to bolj tako timsko delo. Mislim, načeloma, ker drugače sicer oddaja ne rabi urednika. Ne? Načeloma je to nekaj, kar naj bi ljudje sedeli za mizo, brainstormali, ne vem, gosti za naprej, zakaj nekoga takrat, ampak kle pa se zdi, da je zelo vrtiček od, v narekovaju, od vsazga za vsazga se ve. To ni prostovoljni vrtiček. To pač tako je. To ni, da sem jaz zdaj tle nekaj si posebej izborila. Tak je sistem dela in v bistvu to ni dobro. No? To, Ampak, in ti, čist, če poveš ljudem, ki gledajo te oddaje, kako sploh prideš do koga bi in kako pol izgleda priprava na intervju, da si znajo ljudje malo predstavljati, ko bojo poslušali ta podcast, ker gre za eno od bolj markantnih oddaj na RTV in tebe kot eno od res markantnih voditeljic. Kako, oprostite, pač tako je, ne? Take it. Kako te stvari počne Ksenija Horvat? Jaz to počnem tako, da seveda, mislim, spremljaš medije, vse spremljaš, seveda, ne. In kaj pa vem, enih 2-krat na dan zagotovo se mi tako utrne ideja, to pa to bi lahko, pa to pol včasih si napišem, včasih pozabim. Tako, ne. Ampak to nekje ostane v možganih, vsaj v nekih malih možganih do trenutka, ko moraš sprejeti odločitev o tem, koga boš pa zdaj tokrat imel v intervjuju, seveda. In potem pogledaš malo okrog sebe in razmisliš, a je to trenutek, ki je primeren za tega gosta. Vem, se mi zdi, da z našim memšojem in z našimi izkušnjami in tako naprej, da ti to večkrat lahko tudi uspe. Ni pa seveda to nujno tako, ne? Ker imaš ti lahko, ne vem, upaci, ne? Tako kar nekaj fajn gostov, ki v določenem trenutku jih ni, pač karkoli že, se to tudi sama vidva verjetno zelo dobro vesta, ne. Torej, skratka, hočem biti odzivna, ampak seveda ne tudi za vsako ceno, ne. To je lahko nek gost, ki govori o nečem drugem, ampak se lepo ta njegova zgodba poklopi z nekim aktualnim dogajanjem, ki v družbi je. To je v bistvu edino merilo. Trudim se, da bi bili gostje zanimivi, da so v življenju nekaj naredili, da imajo kaj povedati. Ne izbiram gostov, ki imajo izrazito enopogleden pogled na poglede, torej na razmere v družbi. Trudim se dobiti ljudi, ki so kritični, ki znajo kritično razmišljati in moram reči, da mi zelo uspeva. Mislim, ti ne. Ne, dobre goste imam, no. V glavnem imam zelo v redu goste in redko sem razočarana. Vidva tudi, ne? Selekcija se naredi že prej, tako razočaran ni. Dober intervju je, tako pravijo, je tisti, kjer novinar, kako se temu reče, skratka, ker spraševalec ve več od tistega, ki odgovarja. Tvoje gostje in gosti so pač na drugi strani jih pričaka, ne bom zdaj rekel force of nature, ker se je zelo umirjena v teh pogovorih, ampak vendarle sogovornica, ki se res pripravi na vsak pogovor. In zdaj, to pa ni samo emšo. Kakšen je tvoj background, da rečem akademski ali pa siceršen, da se lahko uspešno pripraviš na tako poglobljen pogovor, kot je intervju na TV Slovenija? Hvala, tega mi ni še nihče nikoli v življenju vprašal, ampak v bistvu bi rekla, da mi v bistvu moja izobrazba pri tem kar pomaga. Nisem študirala novinarstva, sem pa študirala sociologijo na Filozofski fakulteti in primerjalno književnost. Oba študija pokrivata še vedno en velik del tega, kar v resnici delam, tako ali drugače prideš do teh vsebin v intervjuju. Ampak drugače pa jaz mislim, da je vsaj pri meni, ne vem, meni ljudje so verjetno tako zelo talentirani, da se samo usedejo in naredijo 1 uro kvalitetnega programa. Jaz sem v bistvu piflarca. Jaz tudi to priznam.
V bistvu je pa tudi zasnova tega intervjuja, tako kot se ga jaz lotim, taka, da seveda ne moreš nikoli več vedeti, kot ti si človek, ki ga intervjuješ, ampak moraš mu pa izkazati spoštovanje njemu in temi s tem, da se, mislim, kolikor se le da temeljito pripraviš. Da sprašuješ stvari, ki so v tistem trenutku relevantne, da si informiran o stvarih res dobro, da razumeš stvari, ki jih človek počne, da prebereš, da res probaš to ponotranjiti. Zelo se trudim, da bi to dosegla, ampak potem seveda na neki določeni točki moraš pa iz tega nekega kupa znanja, materialov, knjig in vse to, kar si prebral, moraš potem spet se stopiti dol in zdaj pa narediti intervju, ki bo pa vsem dostopen. Ne? Lahko je potem narediti intervju, če prebereš, ne vem, 3 res kvalitetne študije in pa se pogovarjaš tam ampak ne, ti moraš pa spraševati, ti pa v bistvu to delaš za gledalca, ki ni prebral tistih 3 študij in moraš torej tudi gosta v tem smislu malo prizemljiti, ne? Zdaj si pa tukaj za nas vse, ki tvojega dela v bistvu ne poznamo tako detaljno kot, ne vem, tvoji kolegi v službi. Kdo se ti zdi, ok, rekla si redko razočaran in tako dalje, kdo se tebi, kakšen tip sogovornika se tebi zdi zahteven sogovornik? Kjerih se, zdaj bom uporabljala močno besedo bojiš, ker vem, da se ne bojiš, ampak pri kjerih je tist, tega hočem intervjuvati, ampak veš vnaprej, da pa se to je tudi malo za nas, ki to počnemo, neke vrste izziv, ker je dolgočasno intervjuvati tiste samo recimo, ali pa izključno, da bi neko varno pot šel, ampak kakšni pa so malo zahtevni. Ne vem, a zbiraš tudi potem, da so tebi všeč zdaj, da osebno poznaš, da veš, da se bosta ujela, ali skočiš tudi kdaj na glavo, ne da bi vedela, kaj bo? Jaz bi rekla, da recimo vsaj 70% ljudi, ki jih intervjujem, prej ne poznam. Aha. Še nikoli nisem intervjujala nekoga, ki bi ga dobro poznala. Recimo, ne, dobro, v Sloveniji se pač bolj ali manj vsi poznamo, zdaj ne vem, a se midve poznava. To je spet tista, ker dejansko, imaš prav. Ne? Ker se poznamo, pa se ne poznamo zares. Jaz vem zate zadnjih, ne vem, 20 let, koliko že recimo, enako, ne? plus, pogovarjali sva se enkrat, ne vem, natanko to, 3 minute in zdaj, da, poznam te in ne poznam te pa tako dobro, da ne bi mogla biti moja gostja v intervjuju. Ne? Skratka, mislim, osnovno pravilo je, nikoli ne intervjujaš ljudi, ki so ti blizu, na kakršenkoli način. In to mi je zelo žal, ker v bistvu v življenju poznam zelo veliko ljudi, ki so pa, ne, ampak pač pri meni, v moji oddaji, mislim, da je to absolutno popolnoma neetično in tega ne moreš narediti. Žal. Čeprav, a ne, zdaj to tako, a boš do nekoga, ki ga dobro poznaš, pa spet, da si to niso prijatelji. Pa predlagaš drugim voditeljem in voditeljici, ne? Ja. Skratka, nova sezona intervjuja je rešena, vsaj uvodno. Exactly. A je to zdaj več vračamo? Ne, zdaj se pa preveč dobro. Ne, zdaj bom morala oba povabiti, nov koncept oddaje. Podcast raba. Skratka, na nacionalni televiziji to se skupaj poteka, ne, in velikokrat slišana floskula je, da mora biti TV Slovenija kot BBC. Ti imaš izkušnje z BBC, ja? Sicer je večkrat oddaljeno, pa zdaj... To je ta EMŠO, ne? Ne, pač gre za to, ne, da je BBC danes na neki ravni v podobni situaciji, ne, vsaj v smislu obdelave, ne, strani političnih silnic kot TV Slovenija. Ali je lahko TV Slovenija kot BBC in ali bi bilo dobro, da bi bila kot BBC? RTV Slovenija, da ne bo pomoč. Ja, razumem te popolnoma. Zdaj, jaz bi začela s to osnovno premiso, da BBC, ne glede na vse težave, ki jih oni imajo, ne, in imajo zelo resne težave, in upravljavske, in programske, in tako naprej, ne, da je to še vedno hiša, o kateri bi si mi lahko samo želeli in sanjali o njej, da bi to imeli. Vseeno še tolikšno profesionalnost in tolikšno ne vem, programsko raznolikost, da bi imeli tudi vso to njihovo intelektualno raven, toliko nekih pametnih, bistrih ljudi, ki tam se vsak dan trudijo in razmišljajo o programu in o tem, kako naj se BBC približa javnostim. Mislim, to je
oprosti, to je res tak ideal, da verjetno v naši državi, ki je pač temu primerno bistveno manjša in ima torej manjše, tako novinarske, znalske, v tem smislu potenciale, je to zelo težko. Želim si, da bi bili seveda kot BBC. Mislim, hkrati pa, ne, kot si rekel, BBC, to, kar se je zdaj dogajalo v zadnjih recimo 5 letih, to je bil res pri njih udarec za udarcem, ki jim je zbijal in kredibilnost in ugled pri ljudeh in torej, mislim, in politični pritiski, za katere ne bi verjel, da se v Angliji lahko, torej v Združenem kraljestvu dogajajo. To je pa spet neka stran BBC-ja. Samo eno podvprašanje za tiste, ki ne vejo, kaj se je zadnjih 5 let dogajalo, da je, če lahko pojasniš malo na kratko. Torej, začenši številnimi aferami, ki so se pri njih dogajale, ne? Znameniti spolni predator Savile in torej pedofilske obtožbe, potrjene, dokazane, niti ne več obtožbe, obsodbe in tako naprej. Način, kako se je BBC na to odzival, je bil, bil katastrofalen in s tem so si naredili ogromno škodo. Drugi primer je bil seveda primer Panorama in ta v bistvu, kako bi se temu reklo, poneverjeni pristanek princese Diane na to Panoramo, v bistvu je zvijačo novinar spravil k temu intervjuju, ki ga je potem gledal cel svet in tako naprej. To se ne dela. To se ne dela. Seveda, razumeš, da se to zgodi v tisti bitki, jaz vse razumem, ampak to se ne dela, ne? Recimo, to sta bila dva taka zelo močna udarca. Potem pa seveda še vse drugo, kar se pri njih dogaja, ne? Zelo močni napadi komercialnih medijev, to je pri njih še bistveno močneje, bolj izrazito kot pri nas. In to je pa v tem družbenem sistemu, pač tudi recimo neoliberalnem, v njihovem primeru nekaj tudi zelo običajnega. Torej, seveda vsi si prizadevajo, da bi si odrezali en velik kolač torej tega tržnega deleža, ki ga pokriva BBC, in tam napadi na BBC so res ostri, odločni, neutemeljeni, poleg seveda tudi nekaterih utemeljenih. Ne? Gre boj za tržni delež. In pol pa seveda zdaj nedavno, ne? Richard Sharp kot predsednik, kako imajo pri njih predsednik uprave, ali kako že, ja. No, naprimer je seveda bil torej pajdaš, ne, pajdaško je izrihtal posel oziroma kredit Borisu Johnsonu, prejšnjemu predsedniku vlade in mislim, tudi to se ne dela in tak človek ne sme postati, ne, pod mizo je izrihtal kredit in potem postal. Kar je postal, mislim, tega je v bistvu res zelo, zelo, zelo veliko. Torej, na eni strani to, na drugi strani pa novinarska kolegica Maitland, ne, ki pa je v bistvu morala oditi z BBC-ja, zaradi tega, ker je majčken narobe, ne narobe, ker se je kritično v napovedi izrazila torej o tistem državnem sekretarju, ki je z otroki šel na službeno pot v času covida in skratka prekršil vsa pravila, ki jih je pridigala vlada. In v bistvu niti ni naredila napake, samo je preveč obteženo, je tisto napoved naredila. V bistvu si želim, da bi pri nas tudi imeli standarde, kjer bi se pogovarjali o tako rahlih obtežitvah, kot se pogovarjajo na BBC-ju. Tako da ni enostavna situacija. In hkrati potem še vsta spektr pozivov k defundingu, ne, in hkrati večnim obtožbam češ, ne, vi delate za eno stran, ne, vi delate v bistvu za drugo stran. Ne. Tukaj pa so v bistvu zelo, se temu reče, usporednice, ne, za nacionalno RTV. So. In sicer ne samo z BBC-jem. Pred kakima 2 letoma sem pripravljala oddajo o situaciji z javnimi servisi v Evropi. Ne? In takrat sem se zelo poglobila v te družbene debate o posameznem javnem mediju. Pregledovala sem britanski, nemški, avstrijski primer in potem to primerjala s tem, kako je pri nas. Povsod je isto. V bistvu je povsod isto, nianse so druge. Ne? Naprimer, v primeru Nemčije, to mi je bilo strašno zanimivo, sem tam vprašala eno novinarko, ki sicer dela zunanjo politiko, a se pri vas lahko zgodi, da bi zdaj, ne vem, Angela Merkel recimo o vas tweetnila, da ste pa dobro, mogoče nekaj tako izjemno, direktno žaljivega, kot da ste prostitutka, ampak pa pač nekaj drugega. In ona me je sam gledala, mislim, res tako začudeno, dobro, mogoče je bilo vprašanje malo ne fair, ne? Ampak v bistvu, ko preneseš neko slovensko situacijo direktno tja, človek ne pozna ozadja, se mi je potem razložila, ne. Ne, tam je to nekaj nedoumljivega, da bi nek visok politik od državne uprave do predsednika vlade, da bi se poimensko spravljal na novinarje, to je pri njih nemogoče.
Mogoče torej alternativa za Nemčijo svoje čase, da bi kaj takega bilo. V Avstriji je že nekoliko drugačne, ta naša severna soseda, južna od Nemčije, ne, tam že vidiš take stvari, recimo značilni so pri primeri Svobodnjaka, Straheja in njegovi napadi na Armina Wolfa, ki so bili zelo poimenski, žaljivi in tako naprej. Ne. Dobro, pri nas smo pa iz tega naredili znanost, ne. Pri nas pa napadamo kogarkoli in v bistvu še najhujše je, kadar take napade pravzaprav doživljamo ljudje, ki smo v službi, torej novinarji, ali pa ljudje, kot so, ne vem, predstavniki nevladnih organizacij, ki v prostem času naredijo vse, da pravzaprav, da popravijo neke grehe vlade ali pa opozicije in so tarče, mislim, tako umazanih in grdih stvari, kot jih je nedavno doživela članica pravne mreže Barbara Raga. Brezsramno, popolnoma, ja, z gorjačo nad vse, ki ne delijo partijskega izkaznice ali mnenja o tem, kako bi moglo na svetu biti. Ampak mislim, da tudi mi vsi profesionalci v bistvu tu odpovemo, ker doslej nismo izdelali nekega dobrega mehanizma, ki bi ga znali uporabiti v takem primeru, ko se neki javni osebnosti, ki ni politična figura, v bistvu zgodi nekaj tako katastrofalnega, kot je tak žaljiv napad na katerem koli portalu pravzaprav v Sloveniji. Nimamo odgovora, kaj narediti, vedno znova se gledamo in nimamo odgovora, kaj bi lahko naredili. Ker gre nižje in se samo vedno znova sprašuješ, pa a teh ljudi ni nič sram, ne? Da je, kje meja, prek kjere se ne bo šlo, ne? Mislim, kako so ga vzgajali, kdo ga je to naučil, kako to gre, ne vem. Čak, ti si posnela, dosje je bil kot dokumentarna oddaja, ne? Ko si primerjala te neke situacije na javnih medijih po Evropi. A se da povedati, obstaja kakšna čist razlika, trendi med javnimi mediji, recimo da nekem zahodu in vzhodu Evrope, kjer se mi zdi, da se še vedno lovi mal priključek in kjer določeni voditelji, običajno gre za populiste, nacionaliste, to razumejo kot medije ta prav, ko mi svoje družbeno-politične delavce nastavimo na funkcije in potem govorimo, glava mi eksplodira že samo, ko o tem govorim in razmišljam. Ja, jaz mislim, da si to ločnico te nekdanje železne zavese, seveda plus Slovenija, ki je bila pač na drugi strani vseeno, ne, da si čisto dobro postavlja, ne, da so to neke nekdanje državne televizije, ki niso uspele, ki jim vsi preprečujejo, pravzaprav ki jim zaporedne vlade preprečujejo, da bi naredile prehod v javne televizije. In nekaj zelo podobnega in pravzaprav isti model se dogaja povsod, ne. Isti model je, ne. Mislim, govoriš povsod v vzhodnem delu Evrope, ne, ja. Dobro, tudi ne povsod, ne. Ponekod pa stvari kar funkcionirajo. Recimo Češka v tem trenutku se mi zdi, da ji kar v redu kaže, Estonija, že dolgo nismo slišali nič strašnega. Ampak drugod pa povsod isti ta prevzemni model, ne. Kako prideš najprej programski nadzorni svet, potem direktor, potem uredniška mesta, potem začnejo ljudje odhajati in potem nastane iz nekoč živahnega javnega servisa nekaj, kar je čisto neprepoznavno. Ne? To se je zgodilo zdaj že, mislim, tolikokrat. Tudi mi smo bili čisto na meji tega, ali pa smo še verjetno. Ne? Vse je ravno to, ne? Ker je vsaj zadnjih 10 let, ali vsaj recimo zadnjih 10 let, ki jih mi pomnimo še zelo in pač so rane še žive, ne? So se javni mediji izkazali kot prvi in pogosto edini resen in zanesljiv vir informacij. Od grške finančne krize do potem migrantske krize, pa potem smo imeli covidno krizo, pa še bi se lahko vmes naštevali. In vsakič znova so javni mediji tudi prva tarča populistov, ki jih to vrstne krize, in seveda populistov vseh barv, vonjev in okusov, da ne bo pomote, ne, ki jih to vrstne krize po pravilu izvržejo na površje. V Grčiji so javno televizijo, če se prav spomnim, sploh ukinili in jo potem, ne, kako že, boljšo, tanjšo in bolj učinkovito, ne, zelo lepo prevedel, ne, ta lean. Skratka, ali imajo javni mediji sploh
prihodnost ali se je ta princip sekanja korenin, ki napajajo to javnost, the publicness of the media, a se je že toliko prijel, da je v bistvu to, kaj že, projicirana smrt tisočerih rezov? Ja, grozno vprašanje, ne, v resnici. Mislim, ampak taka je realnost, ne. Zdaj, lahko gledaš z tega zornega kota, kot si ga ti nastavil v vprašanju, lahko pa gledaš z drugega zornega kota. In sicer drugi zorni kot je pa to, da se vendarle vrača vera v javno in v pomen javnega. Zdaj ne govorimo samo o medijih, govorimo o, ne vem, če hočeš, o javnem prometu, o javnih zelenih površinah, torej javno. Kaj je tisto, kar je od nas vseh in za kar moramo skrbeti in spodbujati to njihovo rast? Ker vemo, da je to v bistvu zagotovilo tega, da smo soudeleženi pri nekih procesih v družbi, ne? In javni mediji, mislim, jaz globoko verjamem, da javni mediji na ta ali drug način bojo ostali. Ne taki, kot so zdaj, zagotovo ne, ampak morajo pač iti skozi neko hudo resno transformacijo, da bodo pač izpolnjevali vse to, kar družba od njih pričakuje. In tega mi v resnici ne vemo, ne. Mislim, recimo, jaz sem prepričana, da večina RTV-ja ne ve, torej večina RTV-ja, hočem reči o ljudeh, ki so tam na oblasti, zdaj ali pa kdaj prej, da se ne preizprašuje o tem, kakšna točno bi morala biti naša vloga, koga nagovarjamo, kaj takega nagovarja hoče od nas, kako to izpolnimo, kje je meja med kvalitetnim novinarstvom in mogoče nerealnimi pričakovanji javnosti, ne. Mislim, da je tudi ogromno, mislim, to zdaj ni, da jaz si ne izmišljujem te stvari, torej berem, kaj počnejo drugi mediji, pogovarjam se z ljudmi iz drugih medijev in vidim, s čim se ukvarjajo, da stavijo na nenehno komunikacijo s svojimi občinstvi, da stavijo na izrazito transparentnost pri vseh svojih odločitvah, tako finančnih, upravljavskih, programskih. Ti moraš danes v nekem odgovornem javnem mediju znati vse pojasnjevati, ne. Ti moraš znati pojasniti, kaj ta človek dela v službi za denar, ki ga dobi. Torej, kaj točno dela? Meni se zdi to fair. Tisti, ki plačujejo prispevek, ne? In zdaj imamo primere, kjer to zelo dobro delajo, ne? Recimo ORF, jaz ORF vedno postavljam za primer hiše, ki zelo dobro komunicira s svojimi javnostmi. A jim to pomaga pri tem, da je napadov manj? Najbrž ne. A jim to pomaga pri tem, da jim manj grozijo z ukinitvijo prispevka? Najbrž ne. Ampak na dolgi rok, pa jaz mislim, da se to strašno splača, zaradi tega, ker vendarle s tem ti pridobivaš ljudi, ki imajo vsaj argumente, zakaj je nekaj potrebno. Tu v Sloveniji, jaz še nikoli nisem zasledila, mislim, vsej zgodovini RTV-ja, zdaj sem tukaj po mojem kakšnih 25 let na RTV-ju, ne, da bi kdaj kdo ponujal sam javnosti argumente za to, zakaj je javni servis pomemben. Mi tega ne delamo. Ne? Mi to pustimo, da to dela, ne vem, Faks, VDV, pa malo civilna družba, pa civilna družba. V bistvu smo pa mi tisti, ki bi morali sami iskati odgovore na ta vprašanja in jih predlagati javnosti. Kaj od tega se vam zdi uporabno? Kaj lahko pograbimo? Kaj lahko še naredimo, da boste zadovoljni z vlogo svojega javnega servisa? Mislim, to je vse, to v teoriji, ne, je to vse krasno, ne. V praksi je pa to ogromno trdega dela, s katerim se večina javnih servisov ukvarja že zelo dolgo. Mi pa tle strašno zamujamo. Prosti, omenila si prej ponovno porajajočo se vero v javno splošno. Pa me zanima, a je to mogoče generacijsko? Ker se mi zdi, da smo, naša generacija, nekako žrtve, ali pa ima vsaj ta štokholmski sindrom, ki sicer ne obstaja, predtem to reče, ampak do tega neoliberalnega konsenza 90-ih, da je pač vse predrago, da javni sektor je treba obrezati, zato da bo država tako kot podjetje in tako dalje. In da to se nekako, se mi zdi, se je ta fama začela rušiti z pač propadom Lehman Brothers in do zdaj, ko so pa tudi odločevalci ugotovili, da je odgovor na družbene krize več denarja javnega, in ne manj denarja javnega, seveda pravilno plasiranega z vsemi kaveati zraven, ampak da mi nismo več usposobljeni za to
novo prihajajoče obdobje, da pač je mogoče naša naloga to, da pospravimo hišo do te točke, da lahko drugi pridejo. Ja, to je kar relevantna ugotovitev v tem hipu, se mi zdi. Ampak kje je vmes ravno potem problem? Ne? V času tega prehoda, ko je recimo naša generacija se izpela, naprimer, ne? In bi zdaj tu potrebovali neke močne mlade ljudi, ki svet vidijo popolnoma drugače in boljše in bolj razumejo tudi, ne vem, vlogo medijev in kaj sploh generacije, ki prihajajo, potrebujejo, ne? Potem ugotoviš, da te ljudje niso več na javnem servisu. Ne? Ali pa da jih javni servis ne zanima. Ne? Torej, pojavil se je dejansko nek ta generacijski prepad, ki ne vem, če je samo generacijski prepad. To je strašen problem. To je zelo hud problem. Ne vem kako se bo to reševalo in odpravljalo. Ampak zdaj generacijsko, to je recimo bolj pri nas problem kot kje drugje. Ne? Če pogledaš, kdo zdaj vodi, kdo zdaj recimo je glavni promotor sprememb še vedno v teh javnih zavodih, torej javnih medijih, Avstrija, Nemčija in tako naprej, so to ljudje, ki so mogoče nekoliko starejši od nas. Zdaj ne vem, kako ste vidva stara, ampak recimo... Ampak to počnejo drugače. Ne? Tam zelo pazijo na to mladi, stari, torej ljudi vlečejo zelo mlade z idejami zraven in tako naprej. Oni sploh se delajo čisto drugače. Recimo, zdaj sem prav, pred kratkim sem zagledala nekje fotografijo programskega sveta BBC-a leta 23, ko je bil programski svet ustanovljen. In tam sedi, ne vem, zdaj recimo 10 ali koliko jih je, 11, 12, nekih resnih ljudi, vsi tako vidiš, da mislim, Stefa preč lep in tako, ne, ta nek višji meščanski razred, pa tudi nekaj lordov in tako naprej, ne. Ko danes pogledaš te ljudje, to je čisto nekaj drugega, ne, imaš ethnical minorities, imaš predstavnike sindikatov, imaš ženske, vse, ne. Zelo se trudijo. In zdaj, recimo, ko sem se pogovarjala z šefom CDF-a, pred kakšnim letom, mi je rekel, kaj je njihova glavna naloga? Njihova glavna naloga je seveda pritegniti mlade, to je bistveno, ampak hkrati tudi poskrbeti za zelo dosledno, za enako reprezentiranost žensk in moških in v njihovem konkretnem nemškem primeru za zastopanost vzhodnih Nemcev v programih, ki jih pripravljajo. Ne? Mislim, strašno ljudi gledajo na vse te stvari, to bo k nam šele prišlo enkrat. Čist, ko sva že ravno pri tem, ko si omenila tudi to zastopanost spolov, a ste pozorni, ko ustvarjate, kakšno boste na koncu sezone imeli razmerje vabljenih gosti oziroma gostov? Zdaj, ker me ne vikaš, misliš s tem gotovo ekipo RTV? Celo, ja, pač intervju, da na koncu leta, imeli smo, ne vem, 30 ali koliko je na koncu gostov, od tega smo imeli, ne vem, 10-20 tega, 30 tega, fajn, če bi drugo leto mogoče malo bili pozorni. Ali pa imeli smo 50 plus vse, mogoče bi pogledali, če še kakšnega 30 plus lahko najdemo, ki bi bil zanimiv. Ne vem. Mislim, če to kot uredništvo počnemo, potem jaz za to ne vem. Jaz sama pa, jaz to zelo pazim, ampak zdaj spet jaz nisem tako kot ti številkami, da zdaj uviš me to številka, ne? Recimo, da delam nekaj bolj po občutku. A veš, 159 pa pol, zdaj 159 na pol. Ampak jaz mislim, da so kvečemu, ampak vse bom pogledala, preštela koliko intervjujev, preštela bom koliko je bilo žensk, koliko je bilo moških. Zadnje čase delam same ženske, sicer, moram malo popraviti. Skratka, jaz sama pri sebi zelo pazim na to. Tudi pazim, da je enkrat nek star človek, potem enkrat... Starejši, ne pazi. Ne, a se star se lahko reče? To je zdaj nov. Tako, ker ne smeš biti mlajši, mlad. To moramo v bistvu zdaj destigmatizirati te kategorije. Torej, mlad pa star. Če si star, ni s tem nič narobe. Kaj je staro? Star. V jeseni življenja. Kaj je jesen življenja? Če damo na 100 let, pa je prva četrtina, druga, tretja. Kaj je jesen? Kje je zima? Po mojem jo čutiš, ko pride v kosti, veš. To mi še nič ne vemo. Na relativnem štartu tvoje kariere si dobila Viktorja za obetavno medijsko osebnost. Ne? Da se spomniš, mogoče kdaj, jaz se ne spomnim, kdaj je to bilo, ampak to, a je bilo v 90-ih, ko so te, ali je bilo že kasneje?
To je bilo enkrat konc 90-ih, začetek 2000. Okay. No, ti si zdaj imela vmes kariero 25 let, ki je čez marsikaj šla, marsikaj si počela. No, itak, to hočem tudi reči, delala si v tujini, radio, televizija, zelo različne izkušnje imaš. Če sebe pogledaš takrat in tvojo vizijo novinarstva in medijev in to, kjer ne samo ti si danes, ampak mediji in novinarstvo, koliko ima skupnega s tistim, kar si ti v 90-ih o tem razmišljala? A je šlo po tej poti, po kateri si mislila, da bo šlo? Ne samo tvoja kariera, pa kaj si počela, ampak kako so se razvijali mediji? Glede moje kariere lahko zelo hitro končava pogovor, ker moja kariera je vedno tako potekala, da še ne 2 leti bom v tem novinarstvu, potem si pa najdem nekaj drugega. Okay. Tako da to ampak a je šlo tako po željenem trajektoriju? Ne, mislim, da sploh nisem pričakovala. Verjetno naivna, verjetno sem premalo poznala stvari, verjetno nisem zadost razmišljala tako družbeno široko, da bi znala zaznati, kaj se bo z mediji zgodilo. Recimo pred 30 leti, ko sem začela delati v medijih, je bila situacija povsem drugačna. Mediji so bile neke stabilne institucije, ne rečem, da se neke razpoke niso že takrat zelo jasno tudi nakazovali, kaj bo in kako bo. Ne? Ampak nihče ni verjel, da se kaj takega lahko zgodi. Tudi ni bilo še zunaj, ni bilo tako, ne samo pri nas, tudi v tujini. Ne? Tako da ne, nikoli si ne bi mislila, da bomo kdaj novinarstvo kot poklic in mediji kot hiše in ustanove, da se bomo kdaj znašli v tako prelomnem času, kot smo zdaj. Koliko so tebe zadeli v narekovaju družbena omrežja in te novi mediji? Se mi zdi, da sicer je en profil na Twitterju, sam ne vem, ali je tvoj v vsakem primeru pa nekaj, kar ni aktivnega. No? Ne, imam 2 profila, ker sem že pozabila, da sem enega starla, pa sem potem ga... Jaz recimo na Facebooku pa tudi tako zelo redko. Mislim, se trudim, da recimo kakšne intervjuje objavim. Enkrat sem objavila tudi nek čatnik, ki sem ga skuhala, pa sem potem takoj dobila, sam, ker ni slovensko, je pa dobro. Pa sem pol še neke falafle tudi objavila za tem. Kaj hujšega, ja. Ne, pa sej kar, v bistvu kar spremljam, ne. Mislim, družabni mediji so zanimivi. Kdor pravi, da to ni zanimivo, mislim, laže ali pa karkoli. Zdaj sem tudi to, recimo na Facebooku tako dobro napeljano. V bistvu imaš tako, kot s Paradajzi. Daš, da je tam, ne imaš, pa nimaš. A vidiš, da, to je, moram razmisliti, kako je to. Twitter je pa nekaj, kar se mi zdi, da zahteva bistveno večji del miselnega prostora, kot ga jaz v tem trenutku lahko ponudim. Se mi zdi, takoj, ko si gor aktiven, pol moraš biti. Ne? In moraš tam, in moraš se odzivati. Na Twitterju se moraš odzivati. Moraš biti aktiven del neke te skupnosti. Jaz v tem trenutku poleg službe in poleg teh izrednih razmer in torej pa svet delavcev, pa v ta upor, ki smo ga zdaj peljali leto in pol, to jaz enostavno nimam energije, časa, ker poleg tega sem tudi mama 2 najstnikoma in skušam stvari prioritizirati in v tem hipu ne gre. Začujem se pogledati na Twitterju. Zares, če si že omenila, zadnje leto in pol na nacionalki, v kakšni koži je zdaj hiša? Zdaj, pravno, formalno so se stvari prepeljale do te točke, da je nov zakon RTV velja, svet nov je bil imenovan, razpis za novo upravo se je zaključil, vendar v trenutku, ko to snimamo, novo vodstvo še ni znano. Zdi se, da je naloga pred temi novimi ljudmi gromozanska. Ne? In kakorkoli jih je, so mogoče to nek svež veter, ne? Je pa pač človek se boji, da je veliko tega tudi, ne? Learning on the job, kar je spet nekaj, kar v slovenski javni sferi je bilo velikokrat že videno in se je pogosto končalo z podpričakovanjem. Skratka, po tvoji oceni, kakšna naloga, kako velika je naloga pred to novo vodstveno ekipo, ker pričakovanja, kot vemo, so ogromna. Ja, pričakovanja so ogromna, ne. Jaz mislim, da recimo v informativnem programu so stvari tako zelo nazadovale v zadnjem letu in pol, da tam bi se zelo hitro poznalo, že samo, če bi dobili nekega vodjo informativnega programa, nekega
upravljavca, ki bi bdel nad programom, ki bi skrbel za to, ki bi, ki bi tudi na ključna mesta imenoval ljudi, ki vejo, kaj je to informativni program, kaj je dnevno informativni program, kaj so oddaje. Ne. Zdaj, vsi ti ljudje, ki jih je pač politika, zdaj, nočem narediti vsem krivice, ampak v bistvu tako na počez gledano, ne, je pa tako veliko ljudi, ki je prišlo k nam v zadnjem času in ki so zdaj tudi na nekih pomembnih položajih ali pa so bili že prej v hiši, pa simpatizirajo z določeno politično opcijo, ne, je prevzelo te neke položaje brez izkušenj. Ne. Oni so padli v neke pozicije, kjer je bilo to, kar si ti zdaj razlagal, ne, zdaj se pa začenjamo učiti in tako naprej, ne, in se učijo in tako naprej. In jaz mislim, da je informativni program v zelo težki situaciji, da je res razvalina tega, kar je nekoč bil. Ti si bila tudi direktorica, ne? Bila sem urednica informativnega programa, ampak če zdaj gledam nazaj, takrat se nam je zdelo, da smo v katastrofalni formi in da je vse narobe. Ko zdaj seveda gledam nazaj, se lahko pogleda človek oddaje, ki so takrat nastajali, pa nastajajo danes, smo bili v perfektni kondiciji. Zdaj nas je to leto, minulo leto in pol nas je zelo utrudilo in tako naprej. Ne. Tako da jaz samo upam, da se kje najde nek človek, mlajši, ne, recimo mlad Sem hotel človek. vprašati, a navijaš za koga od kandidatov, ki so se prijavili za predsednika oziroma dele člane uprave, vse to je lej. Ja, navijam, ampak ti tega ne bom povedala v tem trenutku. Navijam, ja. Mislim, da so med kandidati tudi v redu imena, upam, da jim uspe. Namreč bom rekla, da v tem hipu, da se nekdo prijavi za te pozicije, to je res izjemna odločitev. Ne? Ali moraš vedeti, kaj boš naredil, ali se pa prijaviš morda tudi zato, ker ne veš čisto točno, kaj bi, ali pa ne vem, pri vseh teh razpisih je vedno tudi veliko tega. No? Mislim pa, da nekateri kandidati so dobri in upam, da bodo dobili te potrebne glasove, ki jih bodo imeli. Ne? Iz hiše je slišati novice, že v zadnjem letu in pol je kar nekaj ljudi, nimam številke v glavi, ampak zapustilo, šlo drugam. Ja. Še vedno je to, Ksenija ostaja? Ksenija... Poglej. Ni bilo takoj odgovora, ali zaznavamo selitev. Jaz upam, da ne, čeprav je res je, da imamo opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. A ti si tudi med tistimi. In da v bistvu lahko, kaj pa vem, kaj se lahko še zgodi. Vsak trenutek. Mislim, ne vem, jaz, kaj pa vem, vse sem še toliko mlada. Ne, hecam se. Bomo videli, kaj bo. Jaz mislim, toliko sem že stara, da nikoli si ne smeš reči ne nobene reči, ne. Ampak ne glede na to, kje bom, kako bom navijala za to, da javni servis. Ko me čakam, da končamo snemati, ker bomo vse zvedali. Ja, ko smo že pri tem, še tako dober pogovor mora dobiti piko. Tudi intervju ima kaj, 1 uro, ne, trajajo te stvari? 52 minut, kadar sem poredna in 50, kadar sem pridna. Skratka, Sem se veš, kaj reče, poredne punce pridne v nebesa, poredne pa povsod. Tako da, keep on. Poredne. Metini čaji se tudi 10. leto zaključujejo z zanimivostjo, ki jo pripravi gostja ali gost. Jaz sem pripričan, da ste Nataša povedala vse, kar moraš vedeti, za pripravo. Tako je mečkan potomkov. Skratka. Kaj je nekaj, kar ti meniš, da bi pridodalo k korpusu znanja poslušalstva podcasta Metinča? Lahko je povezano s tvojim profesionalnim življenjem ali pa kaj s paradižniki. S temi paradižniki sem že povedala, kako je realno stanje, ne, tako da to. Pa ja, moram ti povedati, da tvoja kolegica je temeljito opravila svoj posel in mi je to... Jaz pa nisem, ne, ampak jaz sem ga pa nekoliko slabše. In to tudi priznam. Ne vem, kaj bi še rekla. Recimo, mogoče bi to rekla. Ne? To sicer seveda ni neznan podatek, ampak sem strastna raziskovalka Prekmurja. Recimo, ne? To je nekaj, kar me drajva lepo po slovensko. No? Ja.
Ja, to me driva in zelo rada bi tle še kaj naredila v življenju. na No tem in področju. zdaj, potem dajmo to samo to do konca izpeljati, ne, ker se zaključujemo sezono, ker bo šla Nataša na počitnice. Zihar, kdaj tudi v Prekmurje, recimo, kaj moramo videti, kam moramo iti jesti in tako dalje. Aha, ja, zdaj to, kaj je ta product placement praktično. tako. je to Brez to. težav, Aha, ja, okej. ja. Imajo met in čaj, imajo odličen marsikaj. Ne, Prekmurje, dobro, jaz zdaj... Kaj so tvoje favorit točke? Ajde, tako. Kje greš? Moje favorit točke so tam nekje v začetku 18. stoletja, ne? In prve knjige v prekmurščini in vse drugo, kar se je že prej tam dogajalo, tako malo tako intelektualno in to naprej. Moja priljubljena točka so tudi etnično raznolikost Prekmurja v različnih obdobjih prekmurskega razvoja. Sicer so pa moje pomembne točke tudi moji sorodniki tam, ne? To moram že Imaš povedati. en delček tam na tistem koncu, tako te malo vleče. Ja. V bistvu me vse vleče, no, najbolj me pa vleče v bistvu ta v bistvu zelo poseben razvoj pokrajine, tako zelo bogate in ko v bistvu ljudje še vedno dobro, se mi zdi v Ljubljani še vedno se ve Moravske Toplice, pa Vinarium se ve, pa ve se za Štorkle seveda. Seveda se ve za Vlada Kreslina, ki je pa ta čas postal Slovenski nacionalni zaklad, ne samo prekmurski. Ne pozna se pa vsega tega zaledja, kjer je pa resnično toliko zelo veliko zanimivih stvari. Zelo lep konc Slovenije, tako da ti zavidam vsak izlet tja, tako da sem vam vedno fajn. Ti pa, Aljaž, pa si, ali te nese kaj v one konce, ali kadar si? Seveda, imam na Facebook banner, sem se slikal pred tablo Fokovci, vendar. To mi je tudi obvezni postanek vedno. V glavnem, Ksenija, če bo čas, se priporočava za eno fotografijo tvojo iz nasada bogatega paradižnikov. To bi bilo, to bi super sovpadalo. Sicer pa ti res rečeva hvala lepa za tvoje ustvarjanje na področju medijev in ker si nama pomagala zaključiti 10. sezono podcasta Met in čaj, ki ga prijazno gosti, evo, Aljaž, izvoli. Hiša Evropske unije v Ljubljani, se zelo prijazno zahvaljujemo za gostoljubje in tehnično pomoč. Nataša, meni je pa, moram reči, da Kaj? v veliko čas bilo tudi še 10. sezono delati Met in čaj. Joj, da vidiš skoraj. Tako da... Zdaj me je video, ne? Ja, sej. Krasno. Upam, da tudi 11. še kaj še naprej. Enako, v tak užitek, da komaj čakam, da začneva novo. Septembra? Ja, 260, kaj bo. Ksenija, najlepša hvala. Hvala vama, res. In vso srečo pri vajinem čaju. Ja, in hvala lepa tudi vsem vam, ki naju in nas spremljate, za deljenje epizod, za podporo, za predloge, ki jih pošiljate, koga naj še gostiva ali ne. Na info@metinalista.si, na ključniku Met in čaj in Twitter naslovih Pengovski in @dc43. Tako da hvala lepa in se vidimo v 11. sezoni.